Vi ste rekli, da ste bili najprej pod Nemčijo. Ja, Potem so pa, Martinjak, ja, se je imenovala ta reka, ja. potem pa ste leta 1941, nekje junija, padli pod Italijo. Ja. Zakaj se je to zgodilo? To se je zgodilo zato, ker je bilo preveč naporno, da bi bilo tukaj meja, ko je šla, je bilo vse po gozdu. In zdaj to bi bilo treba veliko gozda sekati, pa še varno ne bi bilo in je bilo bolj ugodno, da si tukaj na Lavrici, se reče vas iz Oboršta na Lavrico, se preusmerijo na potok Čolnišček. Ta Čolnišček je pa tekel vse po travnikih, tako da je bil lep razgled, so imeli Nemci, in ko so šli po sredini ta potok, bil in oni so po tej strani naredili mejo. Torej, Nemci in Italijani so se dogovorili, da bodo mejo pristavili zaradi preglednosti. Ne, Hitler se je odločil, nič Italijani, Hitler se je odločil. Moja družina smo bili našo posestvo v vasi Dule, to so bučenske Dule, ker Škocija ima tudi svoje. In smo zbežali na Hodeje, vas Hodeje, tam je bil stric, bi rekla, od mačehe brat, od mojega očeta, je imel svojo hišo, svojo posestvo, ampak ni živel tam, je imel prazno. In tako smo mi pol se vselili v to hišo, toliko časa, da se je to pomirilo, ampak ni šlo. Smo poskušali parkrat iti domov in so Nemčice še skozi držali stare meje. Zakaj? Zato, ker so bile table, niso prestavili, oni so samo začrtali mejo in držali so se pa še zmeli te prve meje, kar me razumete. In seveda, in je oče ugotovo rekel, nič, to bomo nekaj drugega narediti. To ne bo šlo. Enkrat bomo šli, bojo prišli, pa nas bojo odpeljali. No, in potem si je oče spomnil, da je šel do tega italijanskega komandanta, Kovač se je pisal, bil je tudi zelo prijazen. In mu je oče zahteval, je rekel, jaz sem vaš državljan, ampak Nemci pa se še zmeraj držijo stare meje, ne upoštevajo novo. No, in seveda, oče je rekel, jaz imam predlog, samo moram imeti vaše dovoljenje. Je rekel, kaj? Je rekel, table bom zruval in jih bom predstavil tam, kjer so oni začrtali mejo. Samo moram imeti pa vaše dovoljenje, da ne bi pol vi mene preganjali, da sem se dotaknil meje, ker to je državna meja bila takrat. Je rekel, ta komandant z mano ne boš imel nobenih problemov, ti se znajdi, kakor veš in znaš. In tako je oče se odločil, da je dve tabli, ta glavni, ko sta bile, da je te dve tabli smo zruvali po noči in predstavili tja, kakor je meja bila začrtana. Ampak oče je naredil še tako, da so sosedje tudi domov prišli. In to pa Nemcem ni bilo všeč. Oni so točno vedeli, da je to oče naredil, čeprav oče je rekel, da ne. So se smejali, so rekli, prav veš kaj, Čerle, saj si vse prav naredil, sam nisi prav naredil, da bojo tvoje sosedje domov prišli, ker ti imaš slabe sosede. Oni tebi skozi tožijo, da ti delaš banditi. Takrat so bili partizani še banditi. Tako in tako je bilo. In kaj je bilo? Čez 3 dni pa pridejo 3 Nemci, pa pravijo, Čerle, z nami boš moral iti. Je rekel, le zakaj? Je rekel, Führer, oni so sporočili, kaj se je zgodilo, da je pač ta kmet pristavil mejo in je zahteval Hitler, da ga pripeljejo v Berlin. Njemu ne bo nič naredil, samo hoče videti človeka, kdo se je dotaknil njegove meje. Je pa moj oče rekel, veste kaj, vi kar povejte Führerju, da nimam nič proti njemu, da ga spoštujem, ker sem bil sam vojak in cenim njega in njegovo delo in ga lepo pozdravite, šel pa v Berlin ne bo.
In pri tem je ostalo. Oni so sporočili, da pač to, kar je rekel, da on ga ne sovraži. Povejte mu, je rekel, da sem jaz tukaj doma, da sem jaz to kupil. Da sem jaz to kupil in hočem tukaj živeti. To je moje. In so ga pustili na miru. To sem meni mir. Oni so me jo pol zaminirali. Oni so me jo pol zaminirali in tako je nastalo minsko polje in tako, ja. Tako da. In vi ste bili po miniranju meje na italijanski strani. Ja, na italijanski.